Ko prideš v cilj, nisi samo izpraznjen zaradi porabe energije, ampak si izpraznjen tudi v duševnem aspektu. Ne. Lahko se primerjaš z drugimi in tekmuješ zaradi tega, ali pa tekmuješ proti sebi. Pričakovanja so največje zlo. Ne smeš pričakovati nič, ampak moraš biti pripravljen na vse. Tek me ne samo dopolnjuje, ampak me zdaj tudi definira. Ne, jaz to sem. Tako da so tekme v gorskem teku, kjer bolj kot nagrade so hribi, ki naredijo tekmo mogočno. Spoštovana publika, drage dame in gospodje, kot slišite, sem se že malo prehladil, kaj se ne bi. Ja, pravkar sem se vrnil iz tople Grčije, iz atenskega maratona, iz 22 stopinj, pridem v Slovenijo na 3 stopinje, ja, ne? In zdaj kašljam, ja, ampak nič ne de. Če vas zanima, kako je bilo v Atenah, kar vprašajte me, super je bilo. Iz domovine demokracije sem prišel, ja, pa z domovine maratonskega teka, cel kupenih tem imam, recimo, ki jih lahko obdelam z marsikom. Mogoče se danes dotaknemo z mojim gostom, tudi kaj v tej smeri, kdo je z mano, ja, prepoznali ste ga že, ja, poznate ta obraz, ta Stas, danes pa še glas. Z mano je Rok Bratina. Rok, živijo? Živijo, Marko. Samo za moče bolj občutljive poslušalce in poslušalke. Ja, pred pogovorom se te vprašal, kako naj naglašujem tvoj priimek. Vem, da imaš še en način, jaz kot kleni Gorenjec bi te itak klical Bratina kadarkoli, ampak ni nujno samo to prav, kaj ne? Ne, obstaja še ena opcija in je Bratina, ne, skratka, kot sem že prej omenil, jaz sprejemam obe verziji, ne delam komplikacij. V glavnem je to samo priimek, jaz sem Rok, tako da važno je, da si ve, da sem jaz Rok. Tudi Roki, ali kako, za prijatelje ali za... Ja, v bistvu Roki, ja, za prijatelje, za znance. Tudi na Instagramu imam uporabniško ime Roki, ampak to zaradi tega, ker je bilo moje ime že zasedeno, tako da čisto iz praktičnih razlogov. Razčistila sva, evo, dve neznanki, ki sta mogoče mučili tvoje oboževalke, no zdaj veste, drage dame, Roki Bratina, evo, z mano, zakaj je z mano fantastičen tekač je, ki bo na vprašanje, ki bom zdaj postavil, odgovoril z da. Si danes že tekel, Rok? Sem tekel, Marko, ja. Zato, ker imaš stravo, to tudi vem. Povej mi, kje si tekel. Tekel sem nad Tolminom, ne vem, koliko ti je znano, oziroma je poslušalcem znano, ti hribi pod Krnom, nad planino Pretovč, planino Sleme. To so takšni hribi na višini 1500–1600 metrov. Dosegljivi skozi celotno zimo, tam ne zapade dosti snega, tako da to so tereni, kjer lahko praktično treniram 12 mesecev in je vedno dostopno. Zdaj v bistvu mi je še bolj fajn, zato ker so se krave poslovile iz planin in imam kar naenkrat vse te travnike zase, ograj ni več, vse je odprto, tako da v bistvu zdaj začutim to pravo svobodo teka, ko se tudi pastirji in živina poslovijo iz planin in sam tečem po hribih. Samotni tekač, torej praviš, ne srečuješ potem veliko sotrpinov tam gor, namenoma najbrž izbiraš tudi te terene za to, ali kako? Iskreno, ne, ni dosti ljudi, ne, ker bi jih srečeval, res ponavadi, ko pridem na vrh, sem sam na vrhu in tega sem vajen že veliko let. In po eni strani, če me vprašaš iskreno, mi je to tudi všeč, ker imeti vrh zase, za tistih nekaj sekund, nekaj minut, ko stojiš na vrhu, je en lep občutek, za mene neka popolna stvar.
neko doživetje, ko pozabiš na vse, kar se dogaja v dolini in si preprosto v tistem trenutku, tukaj in zdaj, na tistem hribu, gledaš v dolino in to je zanimivo, ne? Zanimiv paradoks, ko si v dolini, gledaš na vrh, voziš se z avtom po dolini, opazuješ tisti vrh in si predstavljaš, kako boš čez 1 uro že gor. Ko si na vrhu, gledaš v dolino in gledaš tisto cesto, po kateri si se pripeljal. Tako da res zanimiv paradoks, ampak ja, mi je všeč in to delam vsak dan. Tako da, ja. Praviš, kdor je v dolini, ne ve, kaj je na vrhu, kdor pa je na vrhu, pa ve tudi, kaj je v dolini, ali kako, nekaj podobnega si enkrat zapisal. Ja, to je res. Ne? Pač, tisti, ki je na vrhu, je vedno prišel od spodaj. Se pravi, začel je na vznožju, nihče se ni rodil na vrhu, če greva zdaj prav na... V bistvu ta citat se da lahko uporabiti tudi za življenje, ne? Vedno štartamo na dnu in če si želimo na vrh, se treba potruditi in priti na vrh. In ko si na vrhu, tudi se zavedaš, da ta vrh ne bo trajal v nedogled, ampak sledi tudi trd pristanek na realna tla in prav to te nauči gorski tek. Pač vsak dan znova moraš priti tudi nazaj v dolino in tudi da ta občutek stika s tlemi, ne? Se pravi, da so v življenju vzponi in padci. In ja, to je pa ta citat potem, ne? Kdor je bil na vrhu, ve, kako je na vrhu in kako je od spodaj in zna potem še bolj ceniti tisti vrh, ko ga doseže. Ja, jaz se večkrat zahvalim, rekel, v svoji usodi, da sem se pač, pa svojim staršem sedaj, in da sem se pač rodil, ker sem se, da lahko praktično iz svoje dvorišča, svoje bajte gledam na vrhene gore, na katero se lahko posnem kadarkoli in to je res stvar, ki jo ne bi zamenjal za nobeno ravnino na svetu, da tako reči. Ja. Tako da te razumem. Kar si zdaj povedal, spoštovana publika, kdo je moj gost danes? Če ga ne poznate, ga boste kratkem zelo dobro spoznali. Jaz sem si par stavkov izpisal, kot ponavadi, in tokrat je z mano docent magister Rok Bratina, ki je po osnovnem poklicu zgodovinar. A sem se že zmotil, a si že doktor? Ne, nisem še docent, sem po osnovni izobrazbi zgodovinar, imam tudi magisterij iz menedžmenta, delam pa doktorat zdaj, ja, na sociologiji, tako da nisem še docent, bom pa mogoče v zelo kratkem času relativno. Ja. No, evo, vidiš, ko bodo tole poslušalci poslušali čez pol leta, pa gledalke to gledale, bo mogoče to že aktualen naziv za mladeniča, ki prihaja iz Tolmina, ki na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici poučuje družboslovne, sociološke in politološke predmete, kot sem jih uspel razbrati. Sicer pa mladosti kolesar, po hudi nesreči na kolesu, pa se je znašel med tekači. Na prvi resni tekmi postal državni prvak in reprezentant in njegova športna pot je bila zapečatena. Izjemen gorski tekač je bil že med mladinci, 6. na evropskem prvenstvu, med člani 17. na svetovnem. Odlično pa se znajde v skyrunning serijah in dirkah, na trailih in na gorskih maratonih. V svojih zapisih in posnetkih razpravlja in razmišlja tudi o aktualnostih, pa v politiki. Njegov vzornik pa je Aleksander Veliki. Aleksander Veliki, kako to? Aleksander Veliki je sinonim za nekoga, ki osvaja ozemlje. V tem smislu je tudi sinonim za nekoga, ki širi neko kulturo. Kot vemo, je Aleksander Veliki razširil to grško kulturo po celotni Mali Aziji, vse do reke Ind. In tudi ni bil vladar, ki bi dejansko neko kulturo zatiral, ampak jo je pustil, se pravi, je naredil nek miks kultur, se pravi, ta multikulturna družba, to, kar je danes en velik izziv za celoten svet, nek soobstoj različnih kultur, kako ohraniti eno kulturo in ne škodovati drugi, če se zdaj greva prav na te družboslovne teme.
Aleksander Veliki tudi sem kot otrok sem bral knjige njegove, njegova popotovanja, osvajanja in sem si vedno predstavljal vse te prizore v glavi in tudi on je bil nek športnik, kolikor mi je znano. In pač je imel to zmagovalno miselnost, kar mi je tudi všeč. Ja, kot sem rekel, vodo, da se vrnil ravno iz Aten, tam je marsikaj še iz tistih časov, iz antičnih, pa potem z rimskih, od Sokrata do Aristotela in če bi bil kdo najboljši učitelj v zgodovini, je bil od Aleksandra Velikega prav gotovo, tisti Aristotel, ki ga je poučeval, tako da, takrat so gojili poleg bogate, razmišljujoče in filozofske kulture, tudi fizično fizkulturo, in ti to poosebljaš oboje. Od mladosti si bil že hiperaktiven, pa športen, pa tako fuzbaler, kolesar, s česa vsega si se loteval? V osnovni šoli sem začel z nogometom, potem so me starši vpisali še na atletiko in v nekem obdobju, recimo v 3-4 letih, sem treniral 2 športa hkrati. Potem je prevladala atletika, ker so bili boljši rezultati, pa tudi, ne vem, sem ugotovil, da v bistvu v atletiki, v teku je to individualen šport in držiš usodo v svojih rokah. In karkoli naredim, sem odgovoren za posledice svojih dejanj. Tako da mi je potem bil ta šport bolj pri srcu in tudi zaradi tega sem se potem odločil za kolesarstvo, še pred tekom oziroma v srednji šoli. Za kolesarstvo sem se navdušil tam med leti 2010-2011, ko smo z bratrancem gledali Tour de France vsako poletje in takrat sta kraljevala Andy Schleck pa Alberto Contador. Meni je bil nek kolesarski vzor Alberto Contador po stilu vožnje in vsem. In pri nas je bil takrat recimo Jani Brajkovič, Tadej Valjavec. In spomnim se te julijske dneve, ko smo gledali Tour de France popoldne, zjutraj pa hodili kolesariti in nona je pa kuhala kosilo in nam pripravljala pijačo in te frutabele za trening. Pol pa sem, mislim, da 2012, so mi starši kupili specialko in sem se začel potem resneje ukvarjati s kolesarstvom, najprej v Kobaridu, potem v Idriji, v klubu, kjer je tudi treniral Jan Tratnik, pod istim trenerjem. In tako je šlo naprej, vse do tistega padca nesrečnega v Domžalah. Si se v kolesarstvu dobro znaš, recimo kolesarstvo je vse prej kot individualen šport, posebej, če govorijo o dirkanju, tle je veliko taktike podrejanja in tako naprej. Kako si ti pač dojemal nekaj, kar se sam pelješ čez par prelazov, potem si pa tam v ekipi, kjer imaš pa vlogo? Zdaj moram najprej povedati, da to, kar sem se jaz ukvarjal, je bilo še na zelo nizkem, majhnem nivoju. Bil sem star 17, 16, 18 let in dejansko je v tistih letih je tudi bolj individualen šport kot pa ekipni. Kje sem se znašel najbolje? V klancih, v vzponih, za ravnino sem bil prelahek, tudi jaz sem se lotil relativno pozno kolesariti, ne z 10 leti, z 9, jaz zamudil sem to osnovno šolo kolesarstva in se res vključil dobesedno ob koncu mladinske kariere in nisem tudi prišel do članske. Najprej sem moral 1 leto bi vozil med amaterskimi kolesarji in v tistem letu sem se tudi ponesrečil spomladi 2013. Kaj se je zgodilo v Domžalah 2013? Daj malo svetli to zgodbo. Padca se prav ne spomnim, ker sem takoj prišel v nezavestno stanje.
Bila je to ravninska dirka, velika nagrada Andreja Hauptmana, 20. april 2014. Pač to mi je vse, te številke so mi zelo jasne. Vem, da je bilo pred dirko še je deževalo in so me starši prigovarjali, naj se tekme ne udeležim, ker je dež. Sam sem se vendarle odločil in sem še z 2 prijateljema štartal iz Tolmina na vse zgodaj zjutraj. In zanimiva zgodba je, nekje sem tudi to zapisal, da v tistem avtu smo se znašli 3 z različnimi cilji. Prvi je bil Blaž Bonček, ki je tudi zmagal tisto dirko. Potem je bil moj prijatelj Sebastian, ki se je takrat šele začel ukvarjati s kolesarstvom. Njegov cilj je bil samo pripeljati v cilj. Moj cilj pa je bil, moj namen pa je bil preprosto nabrati izkušnje kot mlad kolesar, se preizkusiti mogoče v begu, kar mi je potem tudi uspelo. In v zasledovalni skupini na spustu, ne vem, kako se imenuje ta klanc, sem bil zadnji v skupini in dobesedno sem gledal kolesarja pred mano v hrbet, nisem gledal pred sabo, kaj se dogaja na tleh. In kar naenkrat se je pod mano prikazal ležeči policaj, se pravi ta ovira cestna za zmanjševanje hitrosti. In teatralno sem potem reagiral, da sem se prevalil čez specialko in po pričevanjih gledalcev naj bi nekako poletel v nek zid, ki je bil zraven. In čelada je šla na pol, tudi karbonski okvir je počil. In prebudil sem se nekaj kilometrov pred kliničnim centrom v Ljubljani, se pravi še v reševalnem vozilu. Kaj je bila tvoja prva misel, se še spomniš? Moja prva misel je bila, se spomnim, če je moja specialka okej. Klasika, klasična športna misel, ampak k sreči se nisi res ne poškodoval ali pač zlomil si, kot vem, zapestja? Zlomil sem si obe zapesti, bil sem potem še na opazovanju zaradi možnega pretresa glave. Potem dejansko sem bil še kar v stiku z trenerjem svojim in smo se odločili, da bom vzdrževal kondicijo, tako da se začnem ukvarjati s tekom, naj tečem do naslednjih nekaj tednov. In začel sem teči, jaz sem doma iz Tolmina, okrog mene so sami hribi in dejansko kamorkoli se obrnem, moram iti v hrib, v klanec. Zelo malo je ravnina tudi dolgočasi in na ta način sem nabiral kondicijo in potem sem se, smo videli s tatom prijavnico za državno prvenstvo, bilo je v bližini v Železnikih, na Ratitovec in sem rekel tatu, če gremo na tekmo, da se čutim pripravljenega, da če že treniram tek, da grem probat. In tata je rekel, dobro, gremo na tekmo in smo šli na tekmo. In tam nisem nobenega poznal, meni ta gorsko-tekaška scena ni bila znana, nisem poznal obrazov, kdo je kdo, preprosto štartal sem svoj ritem in obrnil sem se nazaj, ni bilo nobenega za menoj in sem se začel zavedati, da bom potem postal državni prvak. In spomnim se, da sem se v cilju srečal tudi z selektorjem reprezentance Edvinom Kosoveljem, ki me je tudi vprašal, da če si želim iti na evropsko prvenstvo, sem rekel, da ja. Je rekel pa, spomnim se tudi, da je rekel, ampak če že greš na evropsko prvenstvo, tudi ali si pripravljen trenirati samo gorski tek in se odpovedati kolesarstvu. In v tistem trenutku sem rekel, da ja, ker evropsko prvenstvo je le evropsko prvenstvo in nastopanje za reprezentanco je tudi nekaj, kar ne doživiš vsak dan in takrat sem mu rekel ja. In tega dogovora sem se držal, tudi nekaj časa sem treniral pod njegovim vodstvom, hodil sem v Novo Gorico trenirati z hčerko Matejo in bratom Mitjo, ki sta bila takrat pač
najboljša v Sloveniji in sem tudi od njih se ogromno naučil, potem pa sem šel samostojno pot in do danes tudi treniram sam, tako da mislim, sam izobražujem se glede treningov, preizkušam na sebi različne metodologije in potem s časoma dobim nek ritem, zapisujem si treninge, tako da točno vem, kako, kdaj, zakaj se pripravim, kdaj kakšen trening narediti, zakaj takšen. Tako da zdaj z leti bi lahko jaz bil trener, recimo že. Izvrstno v tem odgovoru si v enem stavku tako strnil, recimo, vsaj 10 mojih vprašanj, ki sem imel pripravljene, preveč si artikuliran pa elokventen, za mene očitno, ja. Lepo si tole orisal v zadnjih 10 let, ampak vrnemo se še nazaj na začetek. Ena stvar me res zanima, ne. Ti si polomil obe zapestji, dobil si gipsa, ne. Kako je to izgledalo, ko si treniral v Klanca, ne? To si bil pa res kot Sylvester Stallone v Rockiju, je bentiš. Ja, nekako, kot da bi imel uteži tiste komate okrog zapestja, ne, ko si daš 2 kili, 4 kile. Zanimiv občutek je bil, kot da bi bil nek vitez v oklepu, ki teče po hribi. A pa sigurno si srečal koga, ne? Sigurno si kakšnega zaznal, ki je malo gledal. Ja, veš, kako sem to zakrivil? Z unimi rokavčki kolesarskimi, ker jih imamo spomladi, ko ne veš, je toplo, je mrzlo, in si daš tiste rokavčke za ogrevanje prvih pol ure. In s tistimi rokavčki sem si prekril gips, tako da in longeto, in ni bilo dosti videti, ne, tako da. Pa ti ni bilo strah ali pa tvojih domačih, zdaj pa, okej, če greš na hrib, moraš pol tudi še dol, ne, in pa zdaj pa, če se boš pa dol prekucnil, ne, pa najbrž ne bo dobro, da se potem malcu lomiš gor in dol, ali si pač toliko zaupal sam sebi, da si rekel? Zdaj, prav spomnim se, nisem imel strahu, ne, nikoli ga nisem imel, preprosto, ja, samo zaupanje v sebe, no. Res je, ja, pač, da sem treniral predvsem v klanec in da sem se spuščal počasi, ampak to delam tudi zdaj, ko se fokusiram predvsem na tekme v vertikalu. Dol se ne spuščam več tako hitro, kot bi se, recimo, ko sem treniral Sky Race, sem delal tudi treninge navzdol. Zdaj pač ne, je drugačen, so drugačne specifikacije profila. Tako da, ja, tako bolj previden sem bil, no. In starše pa se jih seveda skrbelo, ne, itak je bil strah, da se jim bo kaj zgodilo, ker se pravim, treniral sem vedno sam, ne. Se je kdo vdahnil v tvoji okolici, ko si rekel, kolo bom pustil, zdaj da šel pa na gorski tek, ali so rekli, joj. Ne, moram priznati, da je bila želja staršev ta, da naj se ne ukvarjam več profesionalno s kolesarstvom, ker to verjetno ne bo prva nesreča in bi bila še hujša. In tudi sam pri sebi vem, da recimo, ko enkrat padeš, je težko biti spet 100% na spustih. In če hočeš biti pa uspešen kolesar, pa moraš tvegati tudi na spustih. In kot vidimo danes v sodobnem kolesarstvu, so tudi spusti izjemno pomembni in spusti včasih odločajo tudi največje tekme. Ja, pa tudi kakšno smrtno žrtvo zakrivijo, ja, žali Bog, ja. Kolesarstvo je nevaren šport. Sva pri teku zdaj od tvoje nesreče do tvojega potovanja v Bolgarijo na Evropsko prvenstvo je minilo koliko časa? Od 20. april in moj tekma se je zgodila na moj rojstni dan, 6. julij 2013, ko da 20. april, 20. maj, junij, 2 meseca in pol, recimo. Se pravi, toliko, da nisi šel še na Evropsko prvenstvo z gipsom, malo prej si ga dal dol, ali kako? Ja, sem ga dal dol že
na evropskem prvenstvu sem ga imel dol. Na državnem prvenstvu na Ratitovcu sem ga imel že dol in me pa vseeno še bolelo, ne. Pač lahko bi ga še imel na sebi, ampak sem se potem za tisto tekmo odločil, da ga nimam več. Med državnim in evropskim pa je bil en mesec, ja, priprav, ki sem jih večinoma preživel pod budnim očesom Edvina Kosovelja. Tisti mesec sem treniral predvsem po njegovem programu za evropsko prvenstvo, imel skupne treninge z Matejo, v glavnem z Matejo Kosovelj, ker Mitja je bil en rang višje, pač on je tekmoval med člani. Mateja in ženska kategorija pa je bila primerljiva oziroma je tudi danes še vedno z mladinskimi. In v glavnem se te treninge izvajal z Matejo in kar je bilo potem treba samostojnega treninga doma v Tolminu. Tako da, ja, spoznal sem se še s tem načinom treninga. Prej sem bil vajen nekega drugega treninga v kolesarstvu, več poudarka na vzdržljivosti, več ur kolesarjenja, ogromno časa ti pobere, tukaj pa res bolj specifično trening, točno določen in ja, zanimivo je primerjati. Zanimivo je doživeti oba športa in potem tudi videti principe treninga, kako se razlikujejo. Vseeno si svojevrsten fenomen, no, da v 2 mesecih priješ od kolesarja do državnega prvaka in potem reprezentanta. To ni uspelo veliko športnikom v Sloveniji, da bi takole zamenjali disciplino pa zmagovali. Kako so nate recimo gledali, ali pa kako si najprej ti mi povej, kako si ti gledal potem, šel si parkrat teč v hrib, potem si šel na državno in dobil to dirko, pa si rekel, ali sem jaz res tako dober, ali v Sloveniji noben ne zna gorskega teka trenirati, da jih na prvi tekmi po enem mesecu že vse pustim za sabo, ali kako? Ja, glede na to, da nisem poznal svojih sotekmovalcev, mogoče sem se takrat spraševal, mogoče pa res tudi ostali fantje še ne trenirajo toliko, ali pa je ta šport res specifičen glede načina treninga, zato ker, ne vem, ne obstaja nek trener, ki bi se ukvarjal samo z gorskim tekom, vsaj takrat ni obstajal. In vedel pa sem, da v bistvu, in kasneje sem to potem dobil te potrditve od drugih ljudi iz tujine, da v gorski tek zahajajo športniki iz različnih disciplin, ali je to turno smučanje, kolesarstvo, tek na smučeh. Nenazadnje je moja generacija bila tudi Lea Einfalt in tudi ona je isto tekmo. Ja, in je bila tudi ona, mislim, da mladinska državna prvakinja, isti dan kot jaz, tako da tudi ona je dokazala pač, da gorski tek je nek specifičen šport in vsakemu ustreza nek svoj režim treninga. Jaz vem, da še vedno dosti kolesarim, ker je to najboljši približek strmim gorskim tekom, in pa iskreno priznam, da po ravnem nikoli ne treniram, ker prvič mi je dolgočasno, drugič to nisem jaz in tretjič nimam neke nagrade v smislu razgleda v dolino. Zato v klanec zmeri. Se pravi, tebe se ne bi dalo zvabiti na en ravninski cestni maraton ali pa kaj takega? Ja, ravno zadnjič sem z enim kolegom govoril, da ja, zanimivo, da tekel sem 3 gorske maratone in še nobenega ravninskega. Tekel sem 2 v Podbrdu, 42, pa še enega na Tenerifih, ki je moj najdaljši, 46 kilometrov. In ja, na treningu sem že pretekel tudi 50 kilometrov, ampak ravninskega maratona pa ja, ne vem, kako bi se znašel po teh ulicah.
Res je neko psihološko vprašanje vse skupaj, zato ker ko tečeš gorski maraton, vedno imaš pred seboj en hrib, naslednji hrib in se fokusiraš samo na tisti hrib, ga premagaš in recimo za tabo je 10 km. Veš po profilu, da bo naslednjih 7 km spust in za teboj že 17 km. In veš potem, da te čakajo, ne vem, še 3 vzponi in gorski maraton, čeprav traja več ur, 3, 4, 5 ur, hitreje mine. Je res čas, je relativen. Zato ker na ravninskem maratonu pa si bolj fokusiran na tempo, na vsak kilometer posebej, ulice se ne spreminjajo, niti pročelja stavb ne opaziš, ker si tako fokusiran na svojo uro, na svoj ritem, na tekmovalce pred tabo in ob tebi. Tukaj pa v bistvu si pozoren tudi na naravo, opazuješ okolico in je res neka avantura, je ta gorski maraton, neko popotovanje in ko prideš v cilj, nisi samo izpraznjen zaradi porabe energije, ampak si izpraznjen tudi v duševnem aspektu, ne. Se pravi, doživel si nekaj, kar bi recimo nek povprečen planinec, pohodnik potreboval 15-16 ur, ti pa si to doživel v 3-4 urah, ne. In res greš potem izpraznjen v posteljo konec dneva in v miru zaspiš. To si tako lepo poetično povedal. Je ta misel, ki si jo napisal, mislim, da na Instagram, da je največja zmaga, da poraziš sam sebe, v bistvu to, kar si zdajle govoril? Ja, jaz vedno trdim, da res je, da tekmovanja so, imaš dve opcije, ne. Lahko se primerjaš z drugimi in tekmuješ zaradi tega, ali pa tekmuješ proti sebi. Če je ta opcija druga opcija, potem mislim, da se razbremeniš nekega pritiska in tudi rezultatsko potem nisi več obremenjen, kje si na lestvici, kdo je pred tabo, kdo je za teboj, ampak si preprosto ti sam sebi največji sovražnik, tvoja glava, tvoj ki ga poskušaš prestaviti na neko stopnjo višje. In moram iskreno priznati, Marko, da v času covida, ko ni bilo tekmovanj, jaz sem tisto leto treniral ravno tako, kot bi se pripravljal za tekmovanja, iste treninge, motivacija na istem nivoju, če ne celo višje, samo ker sem tekmoval proti sebi, ne. In tudi zdaj, ko je konec sezone, konec teh tekmovanj, jaz treniram, kot bi bile tekme še naprej, ker je to meni res to premagovanje samega sebe vsak dan znova je nekaj, kar v bistvu ti pomaga tudi na ostalih področjih v življenju. Tako da res, ja, se strinjam s tem citatom dobesedno in ga imam utelešenega v sebi, tako da. Ja, korona, se strinjam, jaz bom očitno rabil še kakšno korono, zato da bom takrat, nisem še nikoli toliko tekel, kot sem takrat, nisem bil tako dobro pripravljen. Ja, zdaj, ko je toliko enih tekem, sem pripravljen za en drek, ampak ja, no, lepo si tole zaokrožil. Vrnemo se nazaj na tisto tekmo, na katero si šel potem kot 19-letnik. Evropsko prvenstvo v Bolgarijo, brez kakršnih koli izkušenj, na svojo drugo tekmo, pa že kar na Evropsko prvenstvo. Kako so te pa gledali recimo ostali v ekipi, ki so že imeli kakšno to zadevno izkušnjo, so tja potovali, ti jih dal kakšen nasvet, a so rekli, lej, skoči v vodo, pa boš zaplaval? Ne, res tega ne bom nikoli pozabil. Ko smo prišli v Bolgarijo, v Borovec, na to smučarsko središče,
In recimo moji sotekmovalci, moji kolegi iz reprezentance so imeli že nekaj izkušenj z tekmovanj v prejšnjih letih. Ne? In smo šli skupaj skozi štartno listo in so rekli, evo, tale Rok, ta je dober, ta bo verjetno pred nami, ta je tudi bil lani, ne vem, četrti na svetovnem prvenstvu, tega se moraš paziti. In sem imel občutek, ne, po eni strani sem jih razumel, ampak po drugi strani sem pa sam pri sebi si rekel, jaz jih osebno ne poznam, vem, česa sem sposoben sam in ker ne poznam nobenega, bom tudi štartal, kot da je to ena navadna tekma, kot da ni evropsko prvenstvo in preprosto pozabil sem, kdo je na listi, ker meni ta imena, Marko, niso nič povedala, ker preprosto nisem spremljal tega športa. Za mene so bili to navadni fantje, toliko stari kot jaz in samo osredotočil sem se na svoj tek, vedel sem, kaj sem lahko sposoben v teh 2 mesecih treninga pokazati in šel svoj ritem in spomnim se, da sem začel zelo, zelo počasi. Mislim, da sem bil nekaj časa celo res nekje na 30. 40. mestu po tistem ravninskem odseku ob vznožju smučišča. Potem pa bolj kot je bilo strmo, tekli smo dobesedno po smučarski progi, boljše mi je šlo, prehiteval sem in na koncu sem celo prišel na nekaj časa, celo sem bil tretji in takrat sem ob progi srečal tudi Edvina Kosovelja in on mi je to sporočil, da sem tretji in takrat sem se šele začel zavedati, kaj to pomeni, da to pomeni bronasta medalja na Evropskem prvenstvu. Bilo je do cilja še 2 kilometra in začel me je potem tale, ko bi se reklo, ta pritisk je začel padati na mene, to breme rezultatsko in potem mi tega mesta ni uspelo zadrževati. Mogoče, če jaz tega podatka ne bi vedel, ne, bi tekel še naprej razbremenjeno, moje noge ne bi postale tako mehke, ne bi čutil nekih mravljincev po koži in bi se rezultatsko tudi boljše išlo. Ampak vseeno, jaz sem bil tistega 6. mesta tako vesel, kot da bi bil prvi. In res tega borovca ne bom nikoli pozabil, pa še na rojstni dan, kot sem prej omenil, se je zgodilo. In to ni bila prva tekma, ni bila zadnja tekma za moj rojstni dan, da sem tekel na Evropskem prvenstvu. Mislim, da potem na Veliki planini sem tudi praznoval rojstni dan ravno na Evropskem prvenstvu 2017, en dan prej, tako da sovpada ta moj rojstni dan z evropskim tekmovanjem. Lepo je imeti rojstni dan sredi sezone, to vidiš. Ja. Dobar, mislim, v zvezdah je bilo zapisano, ja. Pa, da bo Roki brati enkrat tekmoval in se odlično odrezal za zdaj. Ja, ko gre takole mladec na turščik, na Evropsko prvenstvo, potem pa tam doseže 6. mesto, ki je toliko medalja skoraj, da zdaj si pa imel neki renomeja pa respekta pri drugih, si predstavljam, ali kako? Ja, no, se gremo lahko kar naprej. Po tem Evropskem prvenstvu sem še pa res zelo zavzeto treniral in se tudi prišla so pričakovanja, kar prej nisem imel. In to me je tudi zdaj z leti naučilo, zdaj ko sem 10 let starejši, da v bistvu pričakovanja so največje zlo. Ne smeš pričakovati nič, ampak moraš biti pripravljen na vse. Ker ko pridejo pričakovanja, ali so to rezultatska, ali so to čisto navadna, časovna, potem si nekako postavljaš si mejo. In ko si začneš postavljati mejo, to samo po sebi pomeni, da sam pri sebi trdiš, da nisi sposoben več. Se pravi, ti si zapreš neko zgornjo mejo,
ne vem, cilj je medalja na svetovnem prvenstvu in razmišljaš samo o tej medalji na podlagi rezultata iz evropskega in misliš, da bo vse tako, kot je bilo na evropskem in kaj se zgodi potem, Marko, na treningu ne uživaš več, zato ker razmišljaš samo o rezultatskih ciljih in ne izide se dobro. Jaz sem to doživel večkrat na največjih tekmovanjih. Najbolj sem se opekel na domačem evropskem prvenstvu na Veliki planini, kjer sem dobesedno eksplodiral po 2 kilometrih, me totalno zabilo in sem trpel do cilja. Pričakovanja so bila tam res enormna. To je bilo eno leto po Grintovcu, kjer sem bil tretji na svetovnem pokalu, potem na Sky Raceu Limone v četrti in naslednjo leto evropsko prvenstvo na Veliki planini. Jaz sem imel najvišja pričakovanja in tudi treniral sem kot ne vem, nikoli še do takrat. In na dan tekme, tisti prvi kilometer je še šlo, potem pa enostavno, Marko, kot da bi prvič tekel, noge mehke, brez energije, brez nič, totalno privlekel sem se na vrh Velike planine in bilo je tako mi težko, ker so me čakali najbližji na vrhu za slovensko zastavo. In jaz sem se pa že 10 kilometrov pred ciljem utrujal in ubijal in za tisto 50. mesto, ker mi enostavno nič ne pomeni in bi danes odstopil, ampak takrat sem dobesedno privlekel sem se do cilja in res mi je bilo žal vseh in tudi draga šola za mene glede pričakovanj, ker res nikoli ne smeš napovedovati prihodnosti na podlagi preteklih rezultatov. Rezultati preteklih so eno, jutri je nov dan, je nova tekma in vse, kar se je zgodilo v preteklosti, ne šteje popolnoma nič, je samo za zgodovinopisje, za statistiko, mogoče za motivacijo, za pričakovanje pa sigurno ne. In to zdaj pri 29 letih to dobro vem in ja, zdaj samo še uživam v teku in nisem nekako obremenjen rezultatsko. Rezultati prihajajo sami od sebe, če sem iskren. Se ne obremenjujem dosti in predvsem uživam v tem športu danes, ne, če greva zdaj 10 let naprej. Takrat pa ja, in tudi ja, do tistega obdobja pred covidom, tisti 3-4 leta, res so bili rezultati bolj pomembni kot pa izkušnja. Danes je obratno in tudi ko je obratno, potem sami po sebi pridejo tudi rezultati. Je prav zanimivo, ampak tako je. Zdaj si predstavljam, da sliši se moče lažje, kot je najbrž, ne? V življenju. Težko se je otresti teh pričakovanj, težko je nehati ekstrapolirati zadev, ne? Ležati večer v postelji pa razmišljati, ne? Kaj vse bi pa boš pa bi bilo fajn in tako naprej, ne? Zdaj mi povej 2 stvari, ker vem, da si veliko o tem razmišljal, ne? Ali mlad atlet, tekač, športnik, karkoli že, morda kdo, ki to posluša, ne? Lahko v bistvu sploh gre oziroma napreduje do zori, tako kot si ti, brez tega, da bi to dal skozi, hočem reči, ne? Ali moraš pač nekajkrat fejlati, izgoreti, se uničiti, pa naučiti, pa potem to ponotraniti in potem z tega zrasti in dozoreti, je lahko moče ta pot tudi se učiti na napakah drugih in potem to preskočiti na en način. Želel bi si, da bi se lahko učil na napakah drugih, ampak vsaj pri meni to ne deluje. Mislim, da moraš to izkusiti na sebi. To žal je pač tako. Treba je izkusiti na lastni koži in prej kot to izkusiš, boljše je.
ker ne vem, kako bi se izrazil, ampak na splošno v življenju so najboljša šola je tista, ki jo sam narediš, opraviš oziroma fejlaš. In tudi treniram, zdaj ko treniram sam svoj program, eksperimentiram s svojim telesom in se največ naučim. Sej, napake se še vedno pojavljajo in hvala Bogu, da se, ker to pomeni, da imam še prostora za napredek, da bom, ne vem, tudi kar se tiče poškodb, Marko, zmeraj mislim, da sem dosegel vse, kar se tiče poškodb, ampak pride neka nova stvar in ko si poškodovan, se izobražuješ glede tiste poškodbe in naslednji dan, kaj se zgodi potem, kaj je posledica tega. Ja, podaljšaš 5 minut stretching, si pozoren na neko novo mišico, narediš eno vajo več in greš naprej. Ampak to ne pomeni, da boš s tem tudi zaključil s poškodbami, ampak samo bolje poznaš svoje telo in veš, kakšne so zakonitosti teka. Tako da ja, jaz bi rekel, da če bi bil jaz trener, bi lahko rekel, da ne biti rezultatsko, ne se obremenjevati rezultatsko, samo pojdite teč. Ampak težava je ta, da ne vem, v kolikšni meri se mladi odločajo za ta šport samo zato, ker jim je to v užitek, ne. Jaz sem prišel skozi stranska vrata, ker je bil to šport neka alternativa kolesarstvu takrat, ampak sem takoj na srečo zmagal državno prvenstvo, ker če bi bil mogoče 10, bi še vedno kolesaril, ne. Se pravi, jaz sem ta primer, ker so ga rezultati ohranili v gorskem teku, ampak potem z leti spoznaš, da na dolgi rok tako ne bo šlo, ne. Moraš spustiti rezultate, ne razmišljati več od njih, ampak preprosto se prepustiti treningu, imeti ta šport kot nek način življenja in tekme kot najboljši trening. In potem tudi sam napreduješ in si vsako leto boljši. Tako da, ja, lastna koža, na svoji koži treba probati. V izkušnjah, spoštovana publika, mi govori zelo zrel 29-letnik, ja, ki se na tekmah med drugim pa bode z 50+ letniki, ki so še vedno žilavi in tekmovalni. Zdaj ni bi mogel vprašati, ampak kako pa ti gledaš na te, bi rekel, večne zimzelene veterane, ki jih, bi rekel, tudi ti moraš kdaj gledati v hrbet, ne? Ja. Kaj pa je njihova skrivnost po tvoje? Najbrž ti jo kdo povedal, ali je ta zagrizenost, ali je ta, gremo s tekme na tekmo, ali je ta disciplina, kaj je, najbrž ni en recept, ampak vseeno najbrž imajo nekaj skupnega ti mladci. No, ker govoriva o 50-letnikih in več, oba veva verjetno o imenu in priimku tega tekača, saj jaz ga lahko omenim, ker ga tudi Seveda. zelo spoštujem. Miran Cvet. Tako. Samo eden primer, potem lahko našteva še Simona Aliča, mirno ga lahko števa zraven. Oba sta se lotila teka relativno pozno, ne, v 30-ih. Tako da to je en dejavnik mogoče, če greva po dejavnikih. Drugi dejavnik je specializacija. Oba sta se specializirala za točno določeno disciplino, točno določeno časovno enoto, 30-40 minut teka, 50 minut teka. In na ta način sta tudi prilagodila svoj trening in ne delata več, kot je treba. Se pravi, naredita optimalen trening v časovni enoti tekme. In kaj pomeni to, da imata 50 let in več? Meni je to iskreno, tako ko pomislim, da sem star 29 let, si rečem, še 20 let časa imam, da uresničim svoje sanje, tako da mi je po eni strani super. Se pravi, če zdaj treniram 10 let, imam zdaj še 20 let na voljo,
da dosežem vse, kar si zastavil. Po drugi strani je to tudi neka potrditev, da je treba trenirati vsak dan, da je treba biti discipliniran, imeti neko rutino, skrbeti za svoje telo, prehrana in tako naprej. Ker očitno se da, očitno se da, leta niso ovira. Mislim, da so leta samo spet statističen podatek, so pripraven način, kako ljudje v bistvu se pozicioniramo, kje smo v našem časovnem obdobju, v našem življenju, ampak to ne pomeni nič. Nekdo, ki je star 40 let, lahko teče kot nekdo, ki je star 22 let. Nekdo, ki je star 15 let, pa ne doseže tistega, kar dosega 35-letnik. Tako da jaz mislim, da je narava, ljudje narave ne razumemo do potankosti, in jaz verjamem v to, da se ljudje različno staramo, odvisno pač, mislim, da je kdor giba, kdor se ukvarja s športom, cirkulacija krvi, vse poteka nekako drugače. In jaz mislim, da mirno lahko rečemo, da bodo v vzdržljivostnih športih predvsem, sploh v vzdržljivostnih športih, se bodo kot najboljša leta res izkazala za nekje med 45 in 50 letom, ker takrat človek najbolj dozori, predvsem v glavi, če ne telesno. Tako da, ja, meni je to všeč in neka potrditev, da kar se tiče tega, znanost še ni prišla do nekih relevantnih podatkov, da to, ne vem, včasih 10-15 let nazaj so nogometaši zaključevali kariero ob taki starosti, kot sem zdaj jaz, 29-30 let. Danes imamo primere, ne vem, kolesarja Valverdeja ali pa Geraint Thomas in druge, Roglič, recimo, tudi Primož Roglič, en lep primer, kako v bistvu je samo neka skrb za telo, hrana, spanje, počitek, trening, pravilen način treniranja in predvsem glava, tisto, kar te ohranja vitalnega skozi daljše časovno obdobje. In mislim, da tudi stretching je zelo pomemben, ta fleksibilnost udov, ker starostjo mislim, da je to potem problem, tako da tudi na tem je treba delati, mišična masa in vse. In če to delaš vsak dan, da nimaš nekih obdobij, ko ne tečeš, ne vem, težko se je vrniti nazaj, če ne tečeš 2 leti, če ne treniraš 2 leti in potem pričakovati, da boš prišel nazaj, takrat pa v bistvu je že res težko, tako da je kontinuiteta je zelo pomembna, kontinuiteta, vztrajnost, potrpežljivost, disciplina, z eno besedo. Ja, najprej tole v stretchingu, pa vajah za moč, ja, na tem mestu pozdravljam prijatelja Andreja, ki me bo seveda spomnil, da me je še en gost več opomnil, da nisem več najmlajši, da nimam več najbolj gibljivih udov in da se premalokrat spomnim, da bi jih imel. Tako da, hvala, Rok, da si me tudi ti opomnil, kaj moram še delati. Evo, k sreči imam že 2 leti pa pol standing desk, spoštovana publika, tisti, ki me samo poslušate, jaz stojim, ko tole počnem, vsaj razgibam stopalne mišice, če že drugega ne, pa se malo raztegujem. Mi je pa všeč, kako si zaključil tole misel, še zmeraj trdiš, da, in to sem sam, zelo zanimivo, sem potem ugotovil še celodni kolumni zapisal, ne rabimo motivacije, če imamo disciplino. Zelo preprosto. Pa naj bo to gorski tekač, stoik ali pa, ne vem, kmet na polju, kaj ti je mar motivacija, disciplina. Kontinuiteta je stvar. Daj mi še to malo elaboriraj, ker vem, da znaš to lepo povedati. Se pravi, kaj je pri motivaciji? Vedno potrebuješ motiv. Zakaj? Vprašaš se, zakaj. Pri disciplini je preprosto stvar navade, rutina. Narediš, ker pač boš naredil.
je isto kot, ne vem, dejva iti eno običajno primerjavo, umivanje zob. Ne vem, zakaj bi bil motiviran za umivanje zob. Ne sprašujem se, zakaj si umivam zobe, preprosto, ko je ura za iti spat, že podzavestno se vzdigneš iz kavča in greš na WC, si umiješ zobe in preprosto narediš, kar je treba narediti. In isto je s tekom, isto je s treningom, ne sprašuješ se, zakaj, ne gledaš skozi okno, kakšno vreme je mrzlo, je dež, je sneg, se počutim slabo, sem utrujen. Ne, preprosto je to kot umivanje zob, obuješ si copate in greš trenirati. In po 5 minutah, 10 minutah ugotoviš, da preprosto tista utrujenost je bila namišljena v tvoji glavi, ta svež zrak ti napolni pljuča in pozabiš na vse, o čemer si razmišljal doma, ko iščeš motive, v bistvu, to je problem pri motivaciji. Včasih se zgodi, da iščeš motive, zakaj ne iti trenirati. Tako je, izgovori se jim reče. Izgovori, ne? Motivacija pozna izgovore, disciplina izgovorov ne pozna. Ne? Disciplina je samo rutina, je stvar navade. Isto kot zajtrk, kosilo, večerja, to je disciplina. In da imaš neko rutino, kar se tiče treninga, je to super. Motivacija, mislim, da je ta beseda prepotencirana v sodobni družbi. Vedno za vse moramo biti motivirani, motivacija. Ampak kaj je slaba lastnost motivacije, je, da je vedno treba potrjevati, iskati motivacijo. Izmišljevati si novo motivacijo, ko stara motivacija ne deluje več. In skratka, vrtimo se v začaranem krogu. Ko je disciplina, disciplina pa je vrednota, motivacija ni vrednota. Način osredotočenosti, kako usmeriti pozornost v neko stvar, v katero sicer je ne bi. Medtem ko disciplina je, skratka, ne razmišljaš več o tisti pozornosti, ampak preprosto je del tebe. Disciplina je del tebe. Disciplina, ja, tako. Me ne samo dopolnjuje, ampak me zdaj tudi definira. Jaz to sem. Jaz sem tekač, gorski tekač. Če je motivacija nekaj eksternega, je potem disciplina intristična in to hočemo doseči. Res, to si izvrstno povedal, drago poslušalcev, drage dame, gospodje, še enkrat si zavrtite ta del, splača se ga poslušati še enkrat. Mislim, da je Rok Bratina na tem delu najnega pogovora res zadev tisto, kar bi moral vsak tekač zasledovati. Pa ne gre zdaj, da bi treniral za vsako ceno ali pa tako naprej. Kako svoje življenje oplemenititi s tem, da je tek dopolnilo bogastvo in ne stres z disciplino in brez nepotrebne motivacije. Bravo, Rok. Čestitke na tem mestu zdajle, po uri pogovora, šele prvič to omenjam, ampak zmagal si na jubilejnem teku na Črnoprsk, 30. zaporedni je bil in Roki Bratina je odnesel to lovoriko. Čestitke, izvrstno. Hvala. Zmanjkalo ti je malo pod 50, to je bil tvoj cilj? Ja, lahko se vrnemo na Črnoprsk. Ni več Grintovca in ostaja edini pravi gorski tek v Sloveniji, zdaj samo še ta tradicionalen, legendaren tek na Črnoprst. Je tudi najbližje Tolminu, mojemu domu, in za mene nasplošno je Baška grapa kot nek dom. Tam sem odtekel 2 gorska maratona. Obeh si bil izvrsten tretji, če se ne motim. Dvakrat si bil tretji, na prvem imam še eno zanimivo zgodbo iz prvega, ki mi je tudi nekaj neverjetnega, fascinantnega. Na plan z njo? Ja, v bistvu na tisto tekmo sem se prijavil, mislim, da 14 dni prej, prijavila me je mama in ne spomnim se, da bi do takrat še pretekel 42 km, ampak sem rekel, grem na tisto poskusiti in
kaj se je zgodilo? Šel sem nepripravljen v smislu tistih gelov in teh energetskih ploščic. Nisem se spoznal na to in preprosto mi jih je zmanjkalo na spustu iz Črne prsti. In takrat sem se znašel v skupini z potem prvakom Žontarjem Alešem in Marjanom Zupančičem. Marjan je potem naju je spustil na Poreznu in sva odtekla z Alešem sama. In z Alešem sva res naredila eno izjemno zgodbo. Aleš mi je sam odstopil svoje gele, me spodbujal in sam sem mu sledil trdno za petami, držal sem se ga vse do cilja in na spustu sem bil malce hitrejši kot Aleš in vendar sva se potem 2 kilometra pred ciljem dogovorila, da bo Aleš tisti, ki bo državni prvak, jaz pa bom drugi, ker mi je Aleš toliko pomagal med samo tekmo, da, kako bi se izrazil, da cilja ne bi videl brez Aleša. Tako da, če Aleš to posluša, jaz tega še vedno nisem pozabil, ne bom pozabil. Ta črna prst, ta gorski maraton 4 občin mi bo zavedno ostal v spominu. In tudi tu se vidi, kaj je ta gorski tek, ne, da v bistvu na sami tekmi se tekmovalci včasih gledajo kot na konkurenco, ampak tu sva z Alešem pokazala, da v bistvu bijemo isto bitko, da v bistvu sva oba v isti vojski in se boriva proti istim nasprotnikom, istim hribom, ki jih poskušava premagati, vsak na svoj način in da nas na koncu niti ne šteje, kdo je bil pred kom, ampak šteje to, da sva v bistvu uprizorila to stvar, pokazala tudi drugim mogoče, da tudi v drugih športih mogoče, da vendarle na koncu bolj kot rezultat štejejo takšne geste, takšnih gest si človek najbolj zapomni in takšne geste potem tudi mogoče prenese drugam v življenje in jih bo vedno cenil. In jaz moram priznati, da sem na eni tekmi, mislim, da v Avstriji, sem doživel krče in sem bil tik pred odstopom. In to je bilo nekje na 20 kilometru in za menoj je bil nek španski tekač, bil je tudi brez vode, pijače, bilo je to daleč od oklepne postaje in preprosto dal sem vse, kar imam. Sam sem odtrgal štartno številko, odstopil, on pa je potem s tisto mojo pijačo odtekel naprej. Tako da, to je tek, ne. To res so te zgodbe res zanimive in se jih spomniš. Zato ta zgodba izpod Brda, ne, zdaj, če se vrneva nazaj na letošnjo tekmo. Ta tekma jaz na Črno prst grem večkrat trenirati, ampak nikoli nisem šel te tekme gorskega teka, samo gor. Na treningu sem že tekel pod 50 minut, to lahko povem. Ampak ja, to pomeni, da se da tisti rekord podreti. In tudi na ta čas sem štartal letos v Podbrdu. Po eni strani sem se zavedal, da bo težko, ker na ušesa mi je prišlo, da ne bo najboljša konkurenca in ponavadi pride s konkurenco tudi s temi sotekmovalci boljši časi, ker se pač eden drugega preganjamo. Ko pa tečeš sam, potem moraš res najti tisti pravi ritem, ker ta tekma ni šprint in ni gorski maraton in če v štartu zgrešiš ritem, potem plačaš davek in trpiš do vrha, ne. Tako da sam sem res začel zelo hitro,
po moji uri sem bil na prvih 2 kilometrih na rekordnem času, ampak sem se potem spet ustrašil te ure. Tudi do takrat nisem tekel tekmovanj nad 50 minut na 40 minut, tekel sem kratke vertikale okoli 30 minut in nisem vedel, kako bo delovalo moje telo s takim tempom do vrha in sem se potem v podzavesti ustavil na rekovajih 10 minut, sem malce zmanjšal tempo, potem pa se ob gozdni meji spet vrnil v stari ritem in na koncu mi je malo zmanjkalo tistih nekaj sekund za pod 50, kar pa je v bistvu pozitivno, zato ker vem, da bom drugo leto spet prišel, zato ker mi teh nekaj sekund me je tako razjezilo in moram priti drugo leto na Črnoprst, tako da zdaj lahko obljubim, da pridem drugo leto na Črnoprst, probati ta čas ne samo izboljšati, ampak tudi ogroziti tisti čas od Petra, ker je pa res, kako bi rekel, astronomski, vesoljski. Peter je bil takrat, mislim, da svetovni mladinski podprvak in je bil v izjemni formi, tako da tu se samo pokaže, da v bistvu mora biti za tak čas vsi pogoji izpolnjeni, temperatura, vreme, konkurenca, ti moraš biti pripravljen, tvoja dnevna forma mora biti takšna, kot je treba. Vse moraš štimati in se zgodi ta čas. Pač gorski tek ni atletika, ni to 400 metrov, 100 metrov, kjer veš približno čas, kaj bo, če bo. Gorski tek govorimo lahko o minutah v slabšem času, o minutah v boljšem času. Odvisno, mogoče naslednjič bo dejavnik veter, bo močen veter, ki ti bo pihal v hrbet izpod brda navzgor in te bo dvignilo. Se ne moš vedeti, ne. Res je milijon dejavnikov, tako da čas ni najbolj relevanten na gorskih tekih, ne, včasih. Včasih si se potrudil več, si v boljši formi kot recimo v prejšnjih letih, pa je tvoj čas 2 minuti slabši, ampak to ne pomeni, da si ti za 2 minuti slabši od lani, ampak preprosto pogoji ti niso dali, da bi ti odtekel boljše, ne. To se premalo zavedamo v gorskem teku, ko gledamo te čase in primerjamo s prejšnjimi leti, moramo tudi vedeti, da je vreme izjemen dejavnik. Lahko je 3 stopinje, lahko jih je 23, recimo, lahko je dež ali sonce in tako naprej. In vsak, ki je šel kdajkoli v hrib, ne samo na Črnoprst, ker vemo, da že štartaš skoraj navpično ven, pa potem malo poravnaš, pa spet naprej, tako da tam vsak grif pomeni lahko sekunde. Tako da nisi postal državni prvak, čeprav si zmagal, ker si član italijanskega društva kluba. Ja, od leta 2016 sem član Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza, tukaj iz Furlanije, Julijske krajine. In nisem registriran za nobeno slovensko društvo in preprosto pravilnik je tak, da lahko državni naslov dobi samo tisti, ki je član slovenskega kluba. Zdaj, mi je to, kaj pomeni? Iskreno bom rekel, da po eni strani zato ker je to edina medalja, ker mi še manjka v svoji zbirki. Bil sem mladinski državni prvak 2-krat, članski pa nikoli in letos je bila ta možnost in nisem postal, tako da komplet zbirke ne bo. Po drugi strani pa se ne obremenjujem kaj dosti. To ne pomeni zdaj, da bom drugo leto zaradi tega dogodka tekmoval za slovenski klub. Preprosto so tekme, kjer preprosto greš zato, ker je hrib sam po sebi legendaren, ti vzbuja neke emocije, poznaš ga že od otroštva, nanj si hodil kot 10-letnik, 9-letnik, starši s prijatelji in preprosto ti nekaj pomeni, čeprav bi bila to mogoče samo ena navadna vaška tekma
in ne državno prvenstvo bi se znašel na štartu, ne. Tako da so tekme v gorskem teku, kjer bolj kot nagrade, ki pridejo, neka priznanja, denarne ali pa, ne vem, medalje strani atletskih zvez, so hribi, ki naredijo tekmo mogočno. In recimo takšen tek je bil tek na Grintovc, kjer bi šel preprosto vedno, ker je preprosto nek magnet. Hribi so nek magnet in ni treba, da si za to vedno nagrajen, pač pa je že sam sebe se okronaš, ko prideš prvi v cilj. In Črna prst je tak simboličen hrib zame. In nisem se potem kaj dosti obremenjeval s tem, ker jaz mislim, da ko bom starejši, čez kakšnih 10-15 let, mi ta medalja ne bo pomenila kaj dosti, bila bi samo ena izmed tistih, ki se nabirajo v sobi in se nanje nabira prah. Mislim, da šteje, to ugotavljam vsako leto bolj izkušnja. In Črnoprsti bom letos zagotovo zapomnil, zato ker so se vrnili tisti navijači, ki so me opazovali leta 2015, 2014, ko sem tekel gorski maraton. In ti isti navijači so bili ob progi in teči samo zaradi teh navijačev je bilo za mene izjemno, prav naelektrena koža, in zaradi tega imam tako rad tudi ta šport, tudi zaradi navijačev in spodbujanja ob progi. To je res neverjetno in spodbuda za mene, tako da super. Tako lepo govoriš o Črni prsti, da bi se tvoj sogovornik po njih 12-13 letih spet željan podal tiste strmine. Ja, nisem več tako slog, pa tako natreniran, ampak ni hudir, da spet ne grem tja. Nikoli bom pozabil, tako kislih nog po 500 metrih nisem pa imel še nikjer kot tam, ampak ko priješ pa na prvo rahlo ravnico, se ti pa nebesa odpro, ne pa znaš ceniti vse ravnice. Tako da čestitke, Rok, še enkrat. Bomo zdaj spremljali izvedbo naslednje leto, pa tele čase kilometrske, ti privoščim, da ob svojem 30. rojstnem dnevu, pa postaviš pa absolutni rekord tam gor. Zakaj italijanski klub mimogrede že od leta 2016? Ja, to se je zgodilo na eni tekmi v Trbižu, bila je tekma na Svete Višarje in bil sem star, mislim, da 21 let in sem prišel v cilj četrti, takoj za njihovim najboljšim članom, Michaelom Galasijem. In po tekmi je do mene pristopil ta trener, direktor ekipe, Andrea Di Centa. On je v bistvu bolj znan, je njegov brat Giorgio Di Centa, ki je olimpijski prvak v teku na smučeh na 50 km iz Torina 2006. In vprašal me je, če bi tekmoval za njihov klub, da mi preprosto ponudijo vse, italijansko licenco, FIDAL, se pravi Federazione Atletica Leggera, in nastope na vseh teh najpomembnejših italijanskih tekmah, državnih prvenstvih, kjer imajo pravico nastopa samo člani italijanskih klubov in države, državljani Italije. In preprosto sem rekel ja, zato ker vedel pa sem, da Italija je, to večkrat tudi zapišem, nekje sem zapisal, da Italija je v gorskem teku to, kar je Brazilija v nogometu, in preprosto vem, da biti 20. ali pa 15. na italijanskem državnem prvenstvu je huda borba, huda bitka, ampak to ne pomeni potem, da si karkoli, da si slab tekač, ker si bil 15. na prvenstvu. To samo pomeni, kako močna je Italija, kako močni so tekmovalci, kako težko je priti v reprezentanco. Da nekdo, ki je bil v reprezentanci lani, to ne pomeni, da bo naslednjo leto sploh prišel med prvih 15 najboljših.
nekdo, ki je bil lani, in ta primer je bil, že se je zgodil evropski prvak v gorskem teku, se naslednjo leto ni niti kvalificiral v reprezentanco. Skratka, na nek način me Italija spominja v gorskem teku kot Kenija v maratonu, ne, kjer preprosto lahko nek Kenijec, ki je 25. na državnem prvenstvu, potem postavi zmaga londonski maraton z skoraj da fantastičnim svetovnim rekordom. Tako da ja, v klubu imam izjemne sotekmovalce, super skupina atletov smo. Najboljši član tega kluba je bil Tadej Pivk, zamejski Slovenec. On je legenda tega kluba, tudi zmagovalec svetovne serije Skyrunning. Zdaj on ima 42 let. Ampak kot ti praviš, ja, imaš še čas. Še čas, na nekaterih tekmah se pojavi. Aha, prav. Pač on, ne vem, kakšna je situacija z njim, ampak Tadej Pivk je neka legenda tega kluba in ta klub sem spoznal tudi bolj zaradi njega. In ta klub mi je tudi všeč, zato ker ni najboljši v Italiji, eden izmed najboljših, ampak z to generacijo, ki zdaj prihaja z mano, z Michaelom, Nicola D'Andrea in ostali fantje, bomo v naslednjih letih kot ekipa, mislim, da še bolj mešali štrene najboljšim italijanskim ekipam in lepo je videti, da tudi nekdo iz Furlanije konkurira ekipam iz Lombardije in Piemonta, ker pač gorski tek v Italiji je večinoma severna Italija. In ja, kot nekdo, ki ima rad navijače, publiko, je nastopati na italijanskih tekmah res izjemno, pač najbolj bi se primerjalo s tekmami, s kolesarskimi tekmami, to, kar doživijo kolesari, ko dirkajo po Franciji na vzponih ali pa na Giro d'Italia, ko so ti monumentalni vzponi, Stelvio, Zoncolan, Passo Poldoi. Na tak način oni spodbujajo gorske tekače, vsakega izmed njih. In mene, recimo, vsi vejo, da nisem Italijan, ampak dobesedno so me vzeli za svojega in navijajo za mene, kot da bi bil pač z njimi. In super mi je, res mi je v čast in veselje nastopati za takšen klub. In ja, imam potem tudi vso podporo, tudi nasveti glede treninga. Kdaj trenirate skupaj, se dobite? Ja, imamo tudi skupne treninge, večinoma so to treningi v Tolmecu ali pa v Paluci. Ko gremo na tekmo, se srečujemo v Udinah, v Vidmu, torej, in imamo svoj klubski kombi, tako da nimam tudi težav z prevozi, oprema tudi priskrbljena, tudi pač prijave na tekmovanja, s tem se ne osredotočam, to me ne bremeni, pač preprosto jaz se pojavim na štartu, naredim svoje in grem domov in to je to. Tako da, ja. Italijanski klub prav zaradi tega, ker prav to, kar sva prej govorila, ker želim napredovati. Ker mi je bolj pomemben ta svoj napredek, kot pa neke titule. Želim biti vse boljši gorski tekač in na ta način, da se primerjam, če želim biti dober, se moram tudi primerjati z boljšimi od sebe. V Italiji pa je teh roko na srce ogromno in to mi je v motivacijo in veselje tudi za vsa prihodnja leta. Da imaš vedno nekoga, ki je boljši od tebe in ti veš, da ne glede na to, ali ga boš drugo leto uspel premagati ali ne, če se mu že približaš, to pomeni, da si naredil nek korak naprej in veš pa, kje si, ne? Če si v Italiji dober, veš, da boš tudi na največjih tekmovanjih automatično dober, ne? Tako da, ja. Če so že pri tem, ja, da se malo oziraš svojemu napredku in prihodnosti, imaš kakšne dolgoročne cilje vseeno v teku,
v gorskem teku, v trail teku, na vse zadnje, ker se ti dve disciplini vedno bolj zlivata, tudi svetovna prvenstva postajajo zdaj kar eno in tako naprej. Kam bi pa ti na dolgi rok morda še rad posebej? Kaj bo zate, recimo, uspeh? Imeli smo svetovnega prvaka v gorskem maratonu, zdaj imamo dolge trele, kratke trele, imamo vertikale in tako naprej, a ne? Nove discipline, ki včasih tudi obstajale, še niso uradno. Kaj bi pa ti, recimo, kaj bi bila pa zate, recimo, pika na i neke kariere? Zdaj spet smo pričakovani. Karkoli bom rekel, si bom zdaj si bom dal na sebe. Nalašč sem te to vprašal, ker si malo vendarle šel v to smer, pa sem rekel, najbrž pa razmišljaš o kakšni stvari. Zdaj, karkoli bom rekel, si bom dal na hrbtnik, ki ga nosim v naslednjih mesecih. Ampak ne, bodimo iskreni, sej tudi zaradi tega tekmuješ, sej ni zdaj samo, da napreduješ, če bi bilo samo to, ne bi hodil na tekme, tekme so najboljši trening, to je res, ampak po eni strani si tudi želiš nekaj, na kar bi bil ponosen tudi, ko si starejši, 70-80 let, da pripoveduješ drugim, kje si bil, kaj si dosegel. In zdaj, tako ko spremljam to slovensko gorsko tekaško sceno in tekmovalce in samega sebe, kot vidim v prihodnjih letih, jaz mislim, da lahko kot ekipa slovenska, tega včasih ni bilo, je bil Mitja, ki je res izstopal in smo mu vsi ostali samo sledili. Bil je pač eden izmed najboljših gorskih tekačev na svetu, v gorskem maratonu celo svetovni prvak. Ekipno pa Slovenija ni bila nikoli tako močna. Jaz mislim, da prihaja v naslednjih letih naš čas, se pravi, imamo ogromno perspektivnih gorskih tekačev, pa tudi uveljavljena imena, pač sej ni treba, da je skrivnost Timotej sigurno en razred višje trenutno od vseh ostalih slovenskih tekačev. Potem imamo tu Luko, ki turni smučar, izjemen tekač, izjemen človek, izjemna osebnost in vse ostali, ne poznam dobro. Mislim, da je potem tu mirno lahko vrstiš še Klemna, Španringa. Tako da jaz mislim, da ekipa, to je ekipa, ki smo vsi, imamo pod 30 let. Tako da jaz mislim, da v naslednjih 4 letih lahko, meni bi bil cilj kakšna ekipna medalja. Recimo tukaj bi bilo res zanimivo videti, kako bi se ujeli in dosegli skupaj neko dobro uvrstitev. Kar se tiče mojih lastnih pričakovanj, nekje sem zapisal, da se v naslednjih 5 letih se bom popolnoma fokusiral na tekme v vertikalu. In tudi na teh tekmah nameravam nastopati na največjih tekmovanjih, evropsko svetovno prvenstvo, torej vertikal. Če bi vprašali Roka, ki je star 5 let manj, 25-24 let, bi Rok rekel tudi trail, ampak z leti sem ugotovil, da tudi, če hočeš biti nekje najboljši, tudi ni dobro, če preveč eksperimentiraš z različnimi disciplinami. Ampak preprosto, če hočeš biti najboljši v slalomu, ne boš tekmoval v smuku. In to je tudi ultra trail in vertikal, sta pač dve različni disciplini. Ne samo čas, tudi strmina, povprečna hitrost, vse se razlikuje. Tudi glede telesne konstitucije. In sem si rekel, pač v naslednjih 5 letih se nameravam fokusirati samo na vertikal. To pomeni tekme med 30 in 40 minut. V tem času moram pokazati vse, kar znam, vse, kar sem natreniral doma. In tukaj doseči en odmeven rezultat. Tako da vertikal, potem pa ne vem. Seveda oba veva, da z leti pride vzdržljivost in morda se potem kasneje spet vržem v daljše preizkušnje. Zagotovo pa zdaj v naslednjih 5 letih te kratke tekme v vertikal, v kilometru, ki
jaz mislim, da so mi pisani na kožo, res mi je to, v tem se najdem, to je moja disciplina, s to disciplino sem začel, tudi če sem potem kasneje zaplaval v skyrunning, ampak tudi v skyrunningu, če sem iskren, sem tiste rezultate, ki sem jih dosegel, sem jih v glavnem zato, ker so bili strmi vzponi, dolgi strmi vzponi, ker sem prišel zelo visoko in imel veliko prednost pred ostalimi, in da so me potem na spustu ujeli in sem potem vseeno dosegel nek odmeven dosežek. Tako da spusti nikoli niso bili moja stvar. Za spust potrebuješ mogoče večjo telesno maso, potrebuješ, se pravi, moraš biti res 100%, tvoja pozornost mora biti res izjemna, fokusiran moraš biti na vsako stotinko sekunde, vedeti, kam stopati, predvidevati prihodnost. Zanimivo, ne, kako spust je v glavnem napovedovanje prihodnosti, ne, in zaupanje v to, kar boš napovedal. Je kot za vsako stotinko vnaprej moraš predvidevati, kako se bo odzvalo stopalo, in to je umetnost, kar je pri teku navkreber, ko treniraš, ko greš v vertikal, je preprosto ta trenutek sedanjosti. Ne? To je zanimivo. Ko tečeš navzgor, si dejansko v tem trenutku v sedanjosti, v spustu pa si skoraj da v prihodnosti, ne? Kako naj se izrazim. Nikoli ne razmišljaš o tem, kar delaš trenutno, ampak kaj boš naredil čez sekundo pa pol. Kaj boš naredil čez stotinko sekunde, se pravi, vidiš tisti položaj kamnov vnaprej in predvidevaš, kako položiti stopalo, da boš kar najmanj, da se boš na ta način kar najbolj izognil morebitnemu padcu in da boš pri tem že šel lepo v naslednji korak. Ne spusti, res neka umetnost je kot ples. Ne. Ja. Tako. In zato si takrat Džontarja spustil naprej, ker je bil majčkeno bolj izkušen plesalec, pa ker on gre zmer z glavo koprive, pa ne razmišlja toliko. Aleš mi je takrat rekel, ti boš itak še državni prvak, ker si mlajši, jaz pa mogoče ne bom več. Ne? In tudi zaradi te starostne razlike, in tu ima tudi prav Aleš. No. Ja, se Aleš star si ratov, oba da se tle strinjajo, ko se pogovarjava. In zdaj, ker vemo, kakšen je, Aleš Žontar bo tole slišal, ker mu bo nekdo povedal, in zdaj sem mu dala motivacijo, da bo šel naslednje leto na eno dirko, probati si nazaj vzeti en državni naslov, ki jih ima tudi kar nekaj. No, tako da, evo, vidiš, pa so še nekaj dobrega naredila, izvrsten tudi motivator si najbrž, bodoči predavatelj, kakšna bo tvoja tema, teza, doktorske dizertacije, v katero smer greš? Tema je sociološka, ne, se pravi, zato ker bom doktoriral iz sociologije, to pomeni družboslovje, proučujem neko družbo v sedanjosti, torej ne ukvarjam se toliko s preteklosti, kot sem se ukvarjal, ko sem študiral zgodovino, ampak tudi seveda, če smo iskreni, se tudi o tem, kar midva zdaj komunicirava, je vendarle neka zgodovina, ker se vse že zgodilo, govoriva o tem, kar se je zgodilo, in o tem, kar se mogoče bo zgodilo v prihodnosti, in kar se tiče sodobnosti, sva tukaj zdaj, kjer sva, in je situacija takšna, kot je. Zdaj, kakšna bo tema, ne bi prav rad izdal skrivnosti, tako da... Ne počakajo, da te promovirajo. Tema bo vsekakor zelo zanimiva. Pač jaz vedno, česar se lotim, je to, zato ker ali dosti vem o tem, ali pa me osebno zanima. Pa ne, potem lahko tudi, da nič ne vem o tem, a ne? Se pravi, vsako stvar se lotim točno po teh dveh točkah. Ali me stvar zanima, če me zanima, se jo bom lotil, ali pa, če jo zelo dobro poznam in bi jo rad spoznal še bolje. Ne?
Ta stvar, ki jo zdaj preučujem, me osebno zelo zanima. Jo ne poznam najbolje, ampak jo zdaj pač spoznavam in me zaradi tega v bistvu še bolj zanima sama raziskava in je zanimivo tudi to področje. Ja. Pač meni je to družboslovje, to poučevanje, raziskovanje, mi je kako bi se izrazil, prav namensko sem se za to odločil, ker nekako, ko to delam, pozabim, da sem tekač, pozabim, da sem gorski tekač, ne razmišljam o gorskem teku, pač pa se prelevim v nekega raziskovalca. In to sta popolnoma dve različni področji in je dobro, recimo, ko sem v predavalnici, se tudi mentalno spočijem od teka, ne? In ko tečem, ne razmišljam o tem, kaj bom povedal jutri v predavalnici, kaj bom napisal v doktorski dizertaciji oziroma v kakem članku, pač pa se preprosto predam hribom in razmišljam samo o hribih. Druga stvar bi bila, če bi recimo bil vpet v drugo fakulteto, recimo fakulteto za šport, da bi bil šport moj preučevanja, pač, da bi se samo ukvarjal samo športom. Jaz ne bi tega, tudi ne bi sprejel tega, da bi bil profesionalni tekač, ker enostavno nisem človek, ker bi se samo 27 ur na dan ukvarjal s tekom, ampak tek je za mene način življenja in ne rabim biti za to profesionalni tekač, da tek ne bi bil način življenja. Ne. V bistvu bi bil profesionalizem za mene bolj breme, kot pa ne rabim profesionalizma, rajši delam druge stvari in mi je tek, potem še rajši grem teč. In tudi vem, da v bistvu tudi na ostalih področjih sem potem boljši, zato ker mi tek toliko da, ta tek po hribih, si nafilam baterije, se spočijem in res mi pomaga, da sem potem tudi na drugih področjih lahko tle, kjer sem zdaj trenutno. Kdaj boš spet šel na svojo najljubšo goro, Monte Nero? Krn. Ja, kolikor sem danes videl, je malce zasnežen, tako da bomo videli. Če sem iskren, kako bi rekel, treninge si zapisujem v en teden vnaprej. Se pravi, za vsak teden imam program, vem, kaj bom jutri, vem, kaj bom pojutrišnjem, za naslednji teden pa ne vem. Ne? In za naslednji teden ne vem zdaj, kdaj bo Krn. Krn je za mene zdaj tukaj je dosti Gorencev, ker to poslušajo. Ne? Definitivno. Meni je Krn bolj pomemben kot Triglav. Čeprav je manjši, ima za mene nek simboličen pomen. Pač kamorkoli grem, ne vem, ko se vračam iz beneškega letališča, ko se vozim iz Nove Gorice po Soški dolini navzgor, ko se vozim na trening v Tolmedzo mimo Udin in pogledam v to Krnsko ploščo, vem, da sem tam doma, da je tam moj dom, da sem pod tistim hribom doma in mi je v bistvu nek spomenik, neka točka, referenčna točka, ki me spominja, od kje sem, od kje prihajam in kam bom odšel nazaj. Ne? Se pravi, kamorkoli grem, vem, da bom k tisti točki se vračal nazaj, da bo Krn vedno tam, da me bo mene čakal in da samo jaz moram trenirati, da bom vedno pripravljen za to, da se bom vsakič znova povzpel tja gor. In ja, meni je ta hrib res, če zdaj odštevati Črnoprst, ker je tudi nek simboličen hrib, mi je Krn res neko svetišče.
neka romarska pot po tisti plošči. Ko grem tja, ko si zapišem, da naredim nek trening proti Krnu, na vrh Krna, tisto noč je vedno bolj ali manj neprespana noč, zato ker komaj čakam, da ko se odločim za Krn, sem vedno pripravljen za Krn in preprosto je neko doživetje. In včasih, če boš verjel, Marko, je bila kakšna tekma v soboto ali pa nedeljo, ampak je bilo lepo vreme in namesto, da bi šel na tekmo, sem šel rajši na Krn. Če mi boš verjel ali ne. Videl sem Krn ob sijan soncu, sem rekel, jaz grem na Krn, grem na tekmo in sem šel na Krn in sem se imel lepo. Tako da res mi je hribena. Kar tebi Krn je meni Storžič, tako da te popolnosti razumem. Zrasel sem v njegovih nedrjih, odšel sem od njega, pa se vrnil k njemu in vsak dan znova me opominja, kako sem nanj nepripravljen, recimo, ali pač, če me pokliče nase, tako da te razumem. Dragi Rok, izvrsten pogovor je tole. Lahko bi se s tabo pogovarjal še ure in ure in računam, da te kdaj ulovim v živo, pa te izprašam še toliko stvari, ki bi te jih rad izprašal. Kako treniraš, te ne bom spraševal, naj si pogledajo, drage dame in gospode, kar na Stravi. Ni veliko kilometrov Rok naklepal, tudi ne toliko veliko višincev, kot bi mislil, ne na to, kako dober je, ampak dela prave stvari, boste že videli, poiščite ga tam. Za konec te bom samo še nekaj vprašal, vem, da si tudi na tem področju zelo aktiven, zelo neposreden. Se ti zdi, da se premalo mladih ljudi zanima, pa tudi ukvarja s politiko, s političnimi in aktualnostmi, ki se nas seveda tičejo tako ali drugače neposredno vsak dan? Ja, tle je zmeri vprašanje, ne. Tle se lahko človek zmeri vpraša, ali sem jaz tisti, ki s svojimi dejanji vpliva na družbo, ali je družba tista, ki vpliva na moja dejanja. In točno tukaj na tej točki se potem lahko vrneva na politiko in se vprašava, ne, kaj je politika, ne. Politika je dejansko vse, a ne. To, kar grem v trgovino, potem, ko grem z avtom na trening, moram tankati, cene določa vlada, potem, ne vem, pač politika je... Kakšno vodo pijem, vse, tako. Vse, a ne. Tudi te majice, ki jih nosiva, to je pač prišlo skozi carino Evropske unije, a ne. Ki jo diktira politika in tako naprej, ja. Ja, skratka, zakaj se mladi ne odločajo za politiko? Saj tudi jaz nisem aktiven politično, ne, zato ker spremljam politiko, jo tudi komentiram, ampak sem se zdaj bolj osredotočil na raziskovanje. In ko raziskuješ vedno tako, da stvari gledaš, kako bi rekel, kot da si na vrhu hriba, a ne, gledaš navzdol in spremljaš situacijo, ki se dogaja od spodaj in jo komentiraš. In točno tako zdaj lahko tudi danes na to temo nekaj rečem, tako da mladi se ne odločajo za politiko, prvo zato, ker je politika še vedno tretirana kot dejavnost staršev, starejših. Tudi zanimivo se mi zdi, da recimo v slovenskem parlamentu nimamo nobene stranke, ki bi se zavzemala samo za mlade, ne, recimo, in da bi si kot tarčo, kot volilno telo zbrala samo mlade do 35. leta, to volilno telo, dobilo bi 4-5% in bi se znašlo v parlamentu, zastopalo pravice mladih in bi res bili samo za mlade, ne. Danes pa mladi ne najdejo glasov v obstoječih političnih strankah, ki se ukvarjajo s tematikami, ki mlade ali ne zanimajo,
ali pa se na nje ne spoznajo oziroma ne zadevajo njihova življenja, vsaj ne neposredno. Oziroma so mladinska vprašanja na kakšnih 25 ali pa 30 strani političnega programa, skratka tisto, kar se bo zgodilo, če se bo zgodilo, ko bo zmanjkalo tematik, ki so zdaj aktualne, ne, se pravi, prej je Ki pa jih konec nikoli ne mandata. zmanjka, ne. Ja, pa tudi ne, sej iskreno, sej ne vem, se lahko smo direktni. Dejstvo je, da na volitve hodijo večinoma starejši, da je slovenska populacija sorazmerno stara, 55 in več let, da je veliko teh državljanov že v pokoju in točno na to populacijo se zanašajo tudi politične stranke, skratka 2/3 volilnega telesa je starejšega od 55 let. To je tudi volilno telo, ki se v glavnem udeležuje volitev, medtem ko je mladih, ki hodijo na volitve, še tisti, ki hodijo, je delež, če gledamo delež populacije, pod 10% in tudi zdravorazumsko nobena stranka se ne bi šla v tak program, da bi se fokusirala samo za teh 10%. Vedno poskušaš zajeti čim širši krog ljudi in najbolj ga zajameš, če zajameš ostale 2/3 prebivalcev. In ja, se povprečna starost v parlamentu govori samo po sebi. Mladi potem lahko smo v obdobju, kjer so aktualna družbena omrežja, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Mladi večinoma povejo svoje mnenje s tem, da jih posredujejo na družbenih omrežjih. Nekateri, ki so bolj radikalni, gredo na ulice s transparenti, se pravi ta nekonvencionalen način demokracije. Ne udeležujejo pa se volitev, zakaj? Zato ker zdaj se pa vrneva na tisto prvo točko, zato ker mislijo, da ne držijo usode v svojih rokah, ampak da je družba tista, ki drži njihovo usodo. Če bi verjeli v to, da njihov glas šteje, bi šli na volitve, ker pa mislijo, da njihov glas ne šteje, oziroma tudi če grejo, da se ne bo nič spremenilo, raje ostanejo doma in napišejo stvari na računalnik, na splet, na pametni telefon. Oče je pa Rok Bratina, novi predsednik bodoče stranke mlajših pod 35 let, ja, stranke, ki ne bo imela spletne strani, ampak TikTok račun. In to bo TikTok račun, ki ga boste hoteli spremljati, ne pa tiste bedarije, ki so zdaj tam, res. Rok, milina, si za moja ušesa, tako rad te poslušam. Zdaj te bom pa jaz, jutri bom šel teč, evo sem se že odločil, na en pomaratonski tekec bom šel in bom poslušal najin pogovor. Evo, ker mi je tako všeč, kar govoriš, mi pa povej samo še čisto za konec, kakšen trening imaš jutri? Jutri imam en lahkoten tek, zjutraj bom v predavalnici, kjer imamo vaje s študenti, potem pa popoldne nek kratek tek in četrtek bo spet dan za intervale in za tisti trening moram biti pripravljen, tako da jutri 30 minut, 200-300 višincev, nič posebnega, samo za dušo po službi zjutraj, tako da nič posebnega jutri. Okay. Jutri ne bodo visoki hribi, jutri bodo griči nad Novo Gorico. Jaz bom šel na griče nad Predvorom jutri, evo, tako izvrstno bo tole, da se sestaviva. Rok Bratina, bilo mi je v čast in veselje. Res si me navdušil z svojo širino in globino razmišljanja. Nekaj izvrstnih citatov sem si vmes zapomnil, ki si jih bom zdaj zapomnil in vrško ne uporabo kakšnih naslednjih kolumen tekaških. Si zelo želim, da se čim prej srečava tudi v živo, no, pa da te pobaram par stvari, ki ti jih tule ne morem. Rok, kaj boš pa naredil za 30. svoj rojstni dan, kam boš šel teč, imaš že plane, nimaš?
Ne vem, na kjer dan bo to padlo. Nisem še odprl koledarja za naslednjo leto. Kaj bo 30. rojstni dan prinesel? Lahko, da bo to nova tekma. Spet bo kakšno prvenstvo, tisti rečem. Da bova z punco šla kam na neko potovanje in preprosto naredila en odklop. Ne vem, bomo videli. Želim si, da bi do takrat doktoriral, mogoče bo to darilo za rojstni dan. Bomo videli. Ne delam si še nekih planov za naprej. Bo neka prelomnica, ampak če se vrnem spet na to, leta so popolnoma. V bistvu, jaz nisem eden tistih, ki se boji starosti, se pravi, jaz v bistvu komaj čakam, da bom star 30, 31, 32 let, ker vem, da bom zaradi tega bolj izkušen in to pomeni, da tudi bom več vedel o sebi in bom tudi bolj pametno treniral. In nasplošno se veselim, ker vsaka doba življenja je nekaj posebnega in jaz mislim, da najlepši časi šele prihajajo, tako da se jih veselim in nisem tisti, ki bi rekel, 30, 31. Za mene lahko tudi preskočim 30, pa grem na 31. Meni je vseeno, jaz bom ista disciplina, ista filozofija, tako da leta mi nikjer ne pišejo, nikjer si jih ne zapisujem, preprosto živim iz dneva v dan in to je to. Tako da. Ti potrdim, 30 bodo izvrstna, Rok, 40 bo to pa še boljša. Verjamem. Hvala ti za tvoj čas, tvoje modre misli. Pozdravljam te tja dol na Primorsko in ti želim uspeh pri vsem, kar si zastavil in kljuki se naslednje leto, olimpijsko leto, da narediš tisto, kar si mi povedal. Rok Bratina. Tebi, Marko, pa najlepša hvala za povabilo. Tudi jaz priporočam vsem poslušalcem, da prisluhnejo temu podcastu, ker ne vem, če še kje drugje na enem mestu dosežeš toliko različnih glasov od tekačev. Ker vemo vsi, tekači na Slovenskem, ta tekaška družina ni tako velika, kot mislimo, da je. In imeti na enem kupu toliko glasov, to je nekaj najlepšega, ker je vsak človek neka svoja zgodba, vsak pove nekaj svojega iz svojega pogleda in tudi meni je, tudi jaz temu podcastu sledim, mene to spremlja v vožnji z avtomobilom, se pravi namesto radiota, poslušam ta podcast in ne tako čas hitreje mine, ker sovražim vožnjo in če pa je ta podcast, potem pa pozabim, da se vozim, če iskreno zdaj priznam. Tako da vabim vsi, da prisluhnete Markotu in obljubim Marko, da se enkrat sestaneva v živo in dorečeva še kaj več. Tudi meni je bilo veselje se pogovarjati s tabo in si super, tako da kar tudi tebi želim vse najboljše, da nadaljuješ s tem, ker to, kar delaš, je izjemna stvar, ki bo šele z leti dobila vrednost. Gledam z vidika kot raziskovalca, ti delaš dejansko intervju, ti si naredil že ogromno nekih intervjujev, ti s tem samo poglobiš znanje v tek na Slovenskem, neko tekaško kulturo v Sloveniji spoznavaš. In to je tudi zelo zanimivo iz raziskovalnega vidika. Ne vem, če se je kateri raziskovalec s tem ukvarjal, ampak mogoče se bom jaz in mi je to res zanimivo. Tako da tudi tebi super, pohvalno. Hvala ti, si me pustil brez besed, Rok. Ko boš ti doktoriral, bom jaz izdal svojo 200. epizodo, pol pa, gremo po nove zmage. Hvala, Rok, in srečno. Srečno tudi tebi, Marko. Hvala, čau. Čau. Čau, živjo.